Nekaj me zanima, kako to, da glede na to, da kampanja vendarle je trajala nekaj časa predvolilna, predsedniška, kako to, da šele zdaj nekako na tak način o tem govorimo, o tem problemu konkretno, favoriziranje ali pa prezentacija enega kandidata? Ne mislim, da je to favoriziranje v zadnji trenutek. Sedaj odhajam iz politike zares in vam predstavljam nekaj, kar jaz osebno mislim. To, da je to prišlo zdaj na dan, je prišlo zaradi napak v imeniku in postopku samem. Je pa nekaj, kar bi moralo biti naslovljenega že v prejšnjosti. Ker ni politične odgovornosti na najvišjem nivoju, to je državni sekretarji, ministri in tako dalje, potem se napake naredijo, mea culpa maxima in gremo naprej. V skrajnem primeru bo tak politik ali državni sekretar odstopil. Primer je bil sekretar za transport, minister za transport, ali pa bo odstopljen in gremo naprej. Nikjer ni odgovornosti. Če bi jaz kot kontrolor letal, parkiral 420 potnikov in 400 milijonov vredno letalo v Šmarno goro, veste, da bi bil takoj pred sodiščem. Ko je železničar, strojvodja, malce prehitro vozil dol pri Divači in je vlak iztiril, je bil kazensko takoj poklican na odgovornost. Določeni politiki in državni sekretarji pa tega ne bojijo in ni potreba. In ko bomo enkrat postali transparentni tudi na tem nivoju, potem tudi teh problemov, kot jih imamo zdaj, ne bo. Dodatno bi pa rekel, da po celem svetu imamo različnosti v mišljenju in torej nekateri ljudje bodo imeli to stičišče, nekateri bodo imeli to stičišče. Važno je pa najti konsensus, ki bo dobro deloval. Tako kot pravi dr. Cukjati v državnem zboru, pax et bonum, mir in dobro. In 8. člen ustave, ki jo vsi vsak dan upoštevamo, vsakodnevnem življenju, pravi, zakonodaja, katero imamo, mora delati dobro v prid države in posameznika. Če imamo pa tukaj dva konfliktna zakona na mizi glede volitev, da v drugih sploh ne govorimo, potem moram reči, da naš državni zbor rabi ogromno metlo, da pomete in da se ukvarjajo manj z ustvarjanjem novih zakonov, ampak da sinhronizirajo obstoječo zakonodajo.